Futsal pozdrav! Tudi z drugega letošnjega gostovanja so se puntarji vrnili praznih rok. Večni derbi z Litijani je pripadel varovancem trenerja Tomija Horvata, bilo je 7-4. Za puntarje so zadeli Andrej Rutar, novinec Jani Ručna, kapetan Igor Knagel in Tilen Štendler. Na prizorišču smo bili tudi z našo kamero in ujeli najzanimivejše utrinke tekme ter posneli 3 izjave. Tilen, 14, Ručna Jani, 17, Gregor Čečan Blaž, 18, Gavršek Matic, ter 12, Logar Žan, trener puntarja. Tomi, kako bi ocenil ta derbi tretjega kroga, na koncu sicer 7-4, pa vseeno puntar se je nekako vrnil v igro, čeprav ste vi tisti prvi polčas odigrali, lahko rečem, kar dokaj vrhunsko. Mislim, da je bila ena zanimiva tekma, super gledljiva, odprta, igrali smo oboji po celem igrišču pokrivanje, tako da pohvalil bi svoje fante, predvsem za prvi polčas, res, ki je bil odigran na visokem nivoju. Potem nam je malo popustila koncentracija, puntar je to svojo kvaliteto tudi izkoristil in prišel bližje. Najbrž je lepo igrati takšne tekme, ko se tekmec ne pride braniti kot večina ekip v prvi ligi. No, seveda, to je v bistvu ena redkih takih tekem, drugače res so tlele bolj ekipe zaprte, tako da vedno je užitek igrati s puntarjem, tako da tudi ta tekma je bila. Andrej, kako bi sam ocenil ta derbi? Ja, ne vem, mislim, da prehitro smo kasirali tiste prve 3 gole, potem se tudi tisti četrti, no, in tam lahko mi na 3-1 celo prišli, zdaj ki se je tam dogajalo, bomo videli na posnetku, ampak prehitro smo prišli od zadnje, no, vse smo videli potem drugi polčas, da se je dalo odigrati, ko smo tudi malo, ne vem, v glavah preklopili, ne vem, da lahko z njimi igramo, tako da moramo nekaj pozitivnega izvleči ven iz te tekme in zmagovati tiste tekme, ki zdaj pridejo, ki so dosti bolj pomembne, kot je bila ta danes. Na začetku drugega polčasa si dosegel tudi tisti zadetek, imeli ste tudi še kar nekaj priložnosti, vendar tudi danes žoga kar nekajkrat ni hotela v mrežo. Ja, mislim, vse pri 4-1, mogoče, no, je bilo takrat vseeno že prevelika prednost, da bi ki izvlekli iz te tekme, ampak tista 2 potem sta nas do konca potolkla, no, v 1 minuti smo dobili še 2 gola in ja, na takih tekmah se takih priložnosti, kot smo jih mi danes zgrešili, ne sme zgreševati, ker to plačamo, ampak se imamo do končnice še to lahko natreniramo, no, ampak bomo mogli več zadevati, če bomo hoteli pozitivne rezultate. Še prej se moramo pa v končnico uvrstiti, ne, sigurno.
Miran, 7-4 končni rezultat, no kar nekaj nesreče oziroma nekaj sreče. Ja, moram reči, že realno ni 3 gole razlike. Mislim, da smo pokazali dosti boljši nogomet, kakor kaže gor rezultat. Tudi sami smo izredno zadovoljni, veliko šans smo imeli, ki pa jih nismo zadeli in to je pač nas zmeram tepe. Vendar veliko se odbija žog v lastno mrežo, to je kar neka rak rana te tekme. Njim se je praktično vsaka žoga, ki je bila streljena na gol, je bil vsaj en dotik, da je šla v gol. Tako da mi pa res danes nismo imeli nič sreče, tako da ne moramo, pač ni bilo sreče. No, Litija je sedaj za vami, sledi še eno težko gostovanje v Ajdovščini, vendar igra, lahko rečemo, hrabri. Super igra, res žoga je tekla, šanse smo si ustvarjali res, tako da če bomo tako igrali, sploh ni nobenega problema. Litija najbrž živi za Evropo. Sigurno, zdaj smo vsi skoncentrirani na to, na ta dogodek. V bistvu že nekaj let Litija ni igrala v Evropi, tako da poudarke na temu, pripravljamo se, organizacija teče po planu in mislim, da bo to en velik športni dogodek. Želim si, da bi se uvrstili v drugi krog, predvsem pa si želim, da bi fanti še naprej tako igrali, da bi v bistvu držali ta ritem teh res dobrih predstav, ki smo jih v zadnjem času pokazali, pa da ne bi bilo poškodb, pa da bi bili vsi zdravi. Pred puntarji pa je že novo težko gostovanje, tokrat severnoprimorski obračun na ajdovskih policah. Tekma bo v petek ob 20. uri. Več pa seveda v novi oddaji Puntar TV.